Pozdravljeni v še enem podcastu Kajakaške zveze Slovenije. Danes smo sicer malo zajadrali ven iz kajakaškega športa. Naš gost je profesionalni kolesar, bivši, zdaj trener, oziroma bo sam povedal, v kakšni vlogi je, Jani Brajkovič. Jani, pozdravljen, hvala, ker si Živjo. Za ta podcast. Da boš delil mogoče svoje nasvete ali pa svoje znanje, svoje izkušnje, kakšno uro zdaj z nami. Predvsem je podcast namenjen mladim. Tako da bo midva mogoče malo spregovorila na začetku o tvoji poti. Mislim, da si pa pozno začel svojo kolesarsko oziroma športno pot. Potem si bil pa v res največjih ekipah, najbolj urejenih ekipah, kolesarska, profesionalne ekipe, ki ste osvajali Grand Toure. Pa bi pa malo šla skozi šport na splošno. Vem, da imaš ogromno znanja o prehrani, ki si tudi na lastni koži občutil vse in slabe stvari in dobre, a ne? Tako da bo. Sicer o prehrani bomo mi v podcastih še govorili, tudi strokovnjaki, ampak tudi dva se bo malo dotaknila tega. Pa bo pa še naprej glede telesa, dihanja, verjetno bo prišla na te teme. Tako da res hvala, ker si prišel. Prosim, z veseljem. A mi malo poveš, no, kako si ti začel svojo pot, športno pot in... Ja, na začetku bi eno stvar povedal, ne. Jaz mogoče nekaj znanja imam, ne. Imam pa zelo veliko izkušenj, predvsem v tej smeri, da vem, kaj ne narediti, kaj je narobe. In jaz sem se pač iz napak učil, in problem je bil po tem, da sem delal napake eno za drugo, pa sem zelo dolg časa rabil, da sem se nekaj naučil, ne. Pol pa enkrat prepozno, ne, in pol se te napake pač seštevajo in to vpliva na tvojo kariero, ne. Glede moje kariere, jaz sem začel zelo pozno, pri 17 letih sem začel kolesariti in pri 17 letih sem bil jaz, lahko rečemo, zelo nerazvit. Moja hčerka je 12 let stara, je zdaj 1,50 m, pa mislim, da 38 kg. Jaz sem bil pri 17 letih 1,55 m, pa 36 kg, ne. In zdaj se lahko predstavljamo, kakšna je to razlika, še posebej pri teh letih, ki je zelo pomembno, koliko je športnik razvit, ne. Jaz sem rabil dobre 2-3 leta, da sem sploh lahko dirkal, ne, ker na začetku nobene osnove nisem imel. Jaz nisem vedel, kako se v skupini voziti, nisem vedel, kako trenirati, nisem vedel, kako jesti, ne. In pol pač prideš na prve priprave in zjutraj poješ kos kruha z marmelado in misliš, da boš lahko 3 ure treniral, ne. Ker pač v teh kategorijah so bili treningi tam od 2 do 3, mogoče kdaj 4 ure, ne. In pol vidiš, da po uri pa pol te zmanjka. In to ponavljaš cel teden in ti nobeden ne pove, da moraš več jesti, ne. In pol vidiš, koliko se moraš še naučiti, koliko zaostajaš za drugimi. Je pa druga stvar, ki je mogoče na začetku zelo pozitivno vplivala name, ampak dolgoročno je pa bila to samodestrukcija, ker jaz prvo leto, ko sem treniral med poletnimi počitnicami, sem ostal doma, starši so šli na morje, jaz sem bil doma sam, ne. In jaz sem tedensko, v 2 mesecih tedensko treniral 1200 km, se pravi, povprečje je bilo 1200 km, meni je bilo normalno, da sem jaz dnevno naredil 200 km, se pravi 17-letnik, 200 km vsak dan, pa sam, se pravi, jaz sem sam treniral, ne. In pol jesen, ko so se začele spet dirke, se pravi, to sem bil starejši mladinec takrat, ne, sem bil kar naenkrat konkurenčen, ne, sicer še taktika pa vožnja v skupini mi ni šla, če sem pa prišel v načelo grupe, skupine, sem bil pa kar dober, ne, in potem tisto leto sem bil že na tem, da bom šel na svetovno prvenstvo v Lizbono, pa se nažalost ni šlo, ne, in po tem letu 2001 se potem vse začelo.
moja kariera praktično. Potem so me tudi v klubu malo bolj resno vzeli, so delali z mano. In ja, potem leta 2002 je bilo še težko, ker sem šolo delal, nisem mogel veliko trenirati, potem pa leta 2003 pa 2004 sem bil pa že, lahko rečemo, zelo konkurenčen in leta 2004 sem postal svetovni prvak v kronometru, takrat sem zmagal tudi svojo prvo dirko tisto leto. In na koncu sezone podpisal pogodbo za takrat najboljšo ekipo na svetu. Se pravi, to je bila ekipa Lance Armstronga. To je bilo zelo veliko presenečenje. Šel sem v Belgijo na en test decembra. Sploh nisem vedel, da je ekipa zainteresirana in jaz sem imel takrat off-season, se pravi počitek, in ko so oni poklicali, sem rekel, zdaj pa moram jaz začeti trenirati in sem šel spet v ekstrem, ne. In sem bil en teden na slovenski obali, spet sam, spet ekstrem v prehrani, ekstrem v treningu, ne. In pol vidimo, koliko človeško telo prenese te zlorabe, ne. Ogromno ene zlorabe, samo dolgoročno pa vidimo, da vse plača, ne. In mogoče na začetku kariere mi je to bil en zelo velik plus, da sem bil zelo trmast, ne. Potem proti koncu kariere se je pa poznalo, da pač tudi trmasto vztrajaš v teh slabih, negativnih vzorcih in se pač z glavo zabijaš v steno, ne. In nič ne spremeniš. Ja, potem sem pa 2-3 leta, 3 leta sem dirkal za Discovery Channel, potem za Tima Stana, spet nazaj v Radio Shack, pa spet v Astano, potem ena manjša ameriška ekipa, pa Bahrain Merida je bila takrat leta 2017. Potem sem pa počasi začel končevati kariero, ne, ker jaz sem imel tako kariero, da prvi del kariere je bil zelo uspešen, drug del je šlo pa vse navzdol. Mogoče to tema za enkrat drugič, ampak pač tako, kot sem rekel na začetku, zelo trmast, pa pol vidiš proti koncu kariere, ko vidiš, kakšne napake delaš, pa vidiš, kaj narobe delaš, pa tega ne moreš spremeniti, ne. Ker si pač navajen tako delati, tak način ti je pač v preteklosti prinesel dobre rezultate, ne. Se pravi, mora tudi zdaj isto delovati. Pa ne deluje, ker je človek drugačen, okolje je drugačno, telo je drugačno, je drugačen, samo dirkanje je drugačno, drugi kolesarji so in se pač kot kolesar moraš prilagoditi načinu dirkanja, načinu treninga, samim dirkam. Ja, in potem pač ta konc kariere prišel oziroma sovpadal z AECO metodo. Jaz sem takrat našel AECO metodo, ki mi je tudi pomagala ta bolj mehek prehod iz vloge profesionalnega športnika v vlogo trenerja in tudi učitelja AECO metode. Je bil pristanek malo lažje, malo bolj mehek. Veliko mehek, ker moramo tudi vedeti, ne, da vsak športnik, ki je športnik 15 let, ne, športnik zna sam delati to, kar skozi dela, ne. In praktično kot športniki živimo v mehurčku. Ne vemo, kakšen je zunanji svet. Še posebej govorimo o kolesarstvu, ki je res izolirano od zunanjega sveta. Ti imaš pač trening, prehrano, počitek in nič drugega, ne. In potem, ko treba nehati, pa kar naenkrat vidiš, ljudje morajo delati 8 ur na dan, 10 ur na dan, imajo družino, imajo druge obveznosti, imajo položnice. In je to šok za športnika, ne. Hkrati pa čez noč izgubi to identiteto športnika, ne, in se pol vpraša, kdo je sem sploh. In odgovor je, jaz nisem nič, ne, jaz ne vem, kaj sem. Še tako je, prej imaš ekipo, skrbijo zate, ne, pa prije pa ponedeljek, ker ni nobenega. Ja, in potem kar avtomatsko pričakuješ, da bo en skrbel zate. Ponovadi je to družinski član oziroma žena, ne. Žena pa ne bo skrbela zate, ker skrbela zate že zadnjih 15 let, ne. In si zdaj ti odgovoren za
ogromno stvari. Ne. In ta pač prehod je zelo boleč in zelo nenaden, ne. Ker tudi kolesar recimo zadnjo sezono, ko dirka, je še zmeraj športnik, še zmeraj 100% posveča pozornost športu. Ne. In potem, tako kot si rekel, pride ponedeljek, pa nisem več športnik. Zdaj sem pa primarno oče pa mož, kar bi tudi mogel biti že prej, ne primarno športnik, ne. Se pravi, to so spet prioritete, kaj mi je pomembno, ne. In takrat pol ostaneš sam, ne. In IQ metoda je tle meni zelo pomagala, da sem kot prvo dojel, kdo sem, kaj sem, pa tudi najdel eno stvar, ki jo hočem delati v nadaljevanju svojega življenja, ne. Sem, da se še malo nazaj vrnil, no. Tako, ko sem te poslušal, je res, ne, v bistvu si zelo brez temeljev začel, ne, in potem je bila ta formula dela, je delala nekaj časa, ne, ko si naredil ta toliko pa toliko kilometrov, toliko pa toliko, ne. Vsega pol pa v bistvu pa se je ta luknja začela verjetno poznati, ne, ta temelj, ki ga ni bilo, ne. Ja. V bistvu zelo na hitro narejena, ne. Sem zelo visoko je šla, ne, sem pol ni imela temelju in točno tako. Ja, točno tako. Ja, in če gledamo pri vsakem športu, skozi sezone, skozi čas, je treba biti kreativen. Kako narediti nekaj, kako trenirati, kako se prehranjevati, kako počivati, kdaj počivati, kaj jaz čutim, da mi telo sporoča, jaz tega nisem imel, ne. Jaz sem bil več treninga bolje, bolj stiskan s prehrano, bolj manj kalorij pojem, bolje, bolj bom suh, več je vatov na kilo, bolj bo, ne. Ampak to deluje nekaj časa, ne, pa če gledamo par let, recimo doba 5 let, ti telo izčrpaš, ne, in fizično in psihično si izčrpan in potem ti lahko dodajaš trening, ti lahko treniraš 35.000 kilometrov letno, če se zjutraj zbudiš, ne. Eno obdobje je bilo, jaz sem se zjutraj zbudil in kot kolesarji smo veliko nosili kompresijske nogavice, ne. Sem dal te kompresijske nogavice gor in jaz zvečer nisem mogel dati dol kompresijskih nogavic. Jaz sem bil tako šibek v rokah, da nisem mogel dati dol, ne. Ampak sem pa še zmeraj 4 ure pa pol treniral, ne. In jaz sem prišel s treninga, sem se ulegel, usedel, spati nisem mogel itak, ker sem bil skozi v dominantno simpatičnem stanju, ne. In jaz zmeraj, ko sem vstal, se mi je začelo vrteti, se pravi, zelo nizek krvni pritisk, ker je bilo tudi pomanjkanje hrane, pomanjkanje kalorij, pomanjkanje tekočine tudi, pa še ekstremen trening, ne. In to te enkrat dohiti, taka zloraba in pol pač v tem primeru bi jaz mogel reči, okej, zdaj pa eno sezono bom jaz sebe skupaj spravil, dajmo biti kreativni, kako to narediti, poslušati telo ali pa začutiti telo vsaj, in gremo potem naprej, na način, da jaz ne zlorabljam telesa več tukaj, sicer na dirkah ga moraš, ker greš all out, ne, ampak na treningih pa ni take potrebe, da bi jaz vsak dan prišel s treninga dobesedno mrtev, ne, in to bi bila bolj prava pot, jaz nisem znal drugače takrat. Ne. In sem pa tudi sam odgovoren za to, ker jaz sem imel zelo veliko trenerjev, ki so mi povedali, ki so mi svetovali, ki so mi hoteli pomagati, ampak nisem poslušal, ne, ker mene je bilo strah, če jaz danes ne naredim 4 ure, če naredim 3:20, je to premalo treninga, zato ker 2 leti nazaj sem jaz treniral tako in sem zaradi tega pol zmagal dirko Dauphiné, ne. In pol, ko imaš tak način treninga in to povežeš z rezultati v preteklosti, je to zate avtomatsko edino prav, ne. In pol pač tako delaš, pa vidiš, da ne gre, pa vidiš, da se zaletavaš v zid, pa še zmeraj ponavljaš isto, ne.
Zato jaz mislim, da je zelo pomembno, da ima vsak športnik trenerja, ki mu lahko zaupa. Oziroma tudi trener mora si zaslužiti zaupanje športnika. In ko športnik njemu zaupa, bo športnik naredil, če treba, bo na glavo se postavil za 1 uro na dan in bojo rezultati. Ne? Ker v enem obdobju, se pravi, še preden sem jaz podpisal profesionalno pogodbo, jaz sem imel trenerja, ki ni bil trener. Pač on je imel ene ideje, je bil sicer zelo kreativen. Trenirali smo ful preveč intenzivno. Ne? Ampak jaz sem temu človeku toliko zaupal, da jaz sem bil siguren, če jaz to naredim, bom jaz dober. In tudi če gledam zdaj nazaj, trening ni bil niti približno optimalen. Ampak jaz sem njemu zaupal, jaz sem to naredil in rezultati so prišli. Ne? Če pa jaz trenerju ne zaupam, pa mi da najboljši trening, ki ga ima, ne vem, Primož Roglič zdaj, ne? Pa da je prilagojen temu specifičnemu športniku, samo če jaz ne zaupam trenerju, bom šel jaz na trening z mislijo, to je kar nekaj, sicer bom naredil, samo to je vse skupaj nič. Ne veš zakaj, ne? Ja, in bojo tudi rezultati potem ne bodo dobri, ker moment, ko se bo športnik slabo počutil na dirki, bo spet povezal tisto, ta trening, to je bilo za nič, zato sem zdaj za nič in zdaj ne morem rezultata delati, ne bom dober. In pol odneha, ful prehiter. Jaz imam eno zgodbo, ko smo leta 2004 trenirali za svetovno prvenstvo. Mi smo trenirali s kronometer kolesi ali pa z navadnimi kolesi. In to se je pač treniralo za motorjem, da si hitrost dobil. In takrat smo bili v Kranjski Gori tisto poletje. In mi smo trenirali od Jesenic do Planice, se pravi za motorjem. Rahlo malo klančka. Tako. In to, jaz sem že prišel tisti dan na trening, sem bil, lahko rečem, uskurjen. In tisti trening, prvič, ko sva šla gor, to je šlo, mi rečemo, po zraku. To je šlo res po zraku. In če poznate, če ti poznaš tudi, pred Gozd-Martuljkom se takole začne vzpenjati, malo bolj strmo. A to ste šli po kolesarski stezi ali po... Ne, po glavni cesti. To je bilo 20 let nazaj. Pred Gozd-Martuljkom je tak vzpon, preden prideš v Gozd-Martuljk. In jaz sem pogledal na števc, na vrhu tega vzpona, ko smo prišli v Gozd-Martuljk, jaz sem se peljal 55 km/h. Še zdaj, ko to razlagam, mi ful čustva začnejo butati. Jaz sem jokal od bolečin. Jaz sem jokal od bolečin, ampak sem rekel, ne bom spustil, ne smem spustiti. Ker če spustim, je to poraz. In nisem spustil in sva šla do Planice in sem pač rekel trenerju, jaz ne morem, res ne morem, jaz sem probal, ampak še enkrat tako ne morem iti. In sva šla pol še enkrat, sicer malo počasneje in sem naredil tisti trening. In od tistega treninga naprej sem jaz začel čutiti, da sem vsak dan boljši. Zdaj ne govorim, da je bil ta trening dober, ni bil dober niti približno, še posebej v današnjih časih, ko je veliko več poudarka na sami specifiki treninga, prilagojen trening za kolesarja. Pač tisti trening je meni, če gledamo fiziološko, naredil več škode kot koristi. Ampak v glav je meni naredilo preklop, da jaz lahko. Ja, potem, tako kot sem rekel, skozi leta delaš isto, telo je bolj izčrpano, telo te manj posluša, telo ne odreagira tako, kot bi moglo, zato ko je kronično izčrpano, kronično utrujeno, ampak ne znaš drugače. In potem si se v bistvu iskal sam, si iskal razne možnosti, kako si pomagati. Ja. Mislim, da si to kar
področju prehrane potem zelo inovativen, kako bi to rekel. Ja, mislim, zdaj, ko gledam nazaj, vidim čist drugačno sliko, ne. Dojemam to... Zdaj tudi veš. Ja, dojemam to zelo drugače, ne, ker jaz moramo povedati, jaz sem imel tudi motnjo hranjenja 17 let, ne, in jaz sem tudi z motnjo hranjenja sebe uničeval, ne. In bolj pač iščeš ene rešitve, ki bi zapolnile to luknjo, da bi bil vseeno še boljši ali pa dober, pa da bi napredoval, ne. In jaz sem leta 2006 delal čist iste stvari, kot delajo zdaj profesionalne ekipe. Se pravi, to je 18 let nazaj sem jaz delal to, kar delajo oni zdaj, ne. In si sam v bistvu to naštudiral? Ja, in to je, bom povedal, kaj delajo. Zdaj, za vsakega kolesarja zaradi tehnologije kolesarske lahko zmerimo, koliko energije porabi, ne, na treningu. Lahko zmerimo, koliko njegovo telo energije porabi, sem da živi, ne. In pol približno lahko vemo, koliko energije on čez dan porabi, ne. In pač oni vzamejo te kalorije, to energijo in mu naredijo jedilnik, da pokriva te zahteve, ne. Ali pa naredijo jedilnik, ki vsebuje manj kalorij, ali pa več, odvisno kaj rabijo, ne. In ta športnik ima vsak dan, recimo na pripravah se to zelo dobro vidi, on pride zjutraj na zajtrk, on dobi zajtrk za njega pripravljen, toliko pa toliko kalorij, toliko hidratov, toliko beljakovin. To je tvoj zajtrk, to pojej in to je to. Ti nimaš, mogoče imaš besedo, kaj bi jedel, namesto borovnic, da bi jagode ali tako, ne. Sicer upoštevajo želje, ne, ampak kalorijsko je določeno in ti nimaš vpliva na to, ne. Na treningu ima športnik določeno, koliko poje na uro hidratov, ne, se pravi spet kalorijsko, koliko poje. Določeno ima tudi, kakšen trening mora narediti. Po treningu ima spet določeno in mu prinesejo hrano za mizo. To je tvoje, to pojej in to je to. Z večerjo isto, ne. In zdaj, če gledamo, kakšne posledice bo to imelo oziroma že ima, ne, to je zelo dober recept za motnje hranjenja, ne, pa za psihične motnje. In sicer rezultati so na začetku dobri, ne, ker pač ti nadzoruješ kalorije, nadzoruješ energijo, športnik dobi to, kar rab, ampak ne dobi tega, kar bi rad, kar hoče, po čem hrepeni, ne. Ker včasih je tudi, ne vem, ena kepca sladoleda ti pomeni več, kakor bilo kaj v tistem dnevu, ne. Pa ne moreš, zato ker imaš tak jedilnik, ne. In to sem jaz delal, ne. Jaz sem šel še v tak ekstrem, da sem zmeraj šel v minus v kalorijah, ne. In recimo jaz, ko sem za leta 2006 Vuelto treniral, jaz sem imel toliko dobro naštudirano, koliko bom pojedel, koliko lahko pojem, pa kdaj na treningu bo mene sesulo, ne, kdaj bo meni glikogen padel, kdaj mi bo sladkor v krvi padel in bom jaz vozil na rezervo. In jaz sem vedel, da 2-3 ure moram biti okej, ne, to ne pomeni, da sem bil dober, ne, jaz sem takrat treniral s toliko nizkimi vati, da če bi zdaj en športnik to delal, bi rekel, ti glumiš, ne, to ne bo nič iz tebe, ne, ampak jaz sem 3 ure naredil tukaj, da sem bil priseben, ne, potem so bile pa 3 ure na rezervo, ne. In jaz sem imel rezervo, ne, ker pač v kolesarstvu je tako, da ko prideš, ko ti zmanjka glikogena, pač zadaneš v zid. Ja, pač jaz sem pač to. Si se res imam rezerve. In ti prideš v ta zid in veš, da pač energije nimaš, glikogena nimaš, pa kaj narediš? Začneš dovajati hrano sladkor, da vsaj možgani kakor toliko delajo. Ja, si imel slabo. Ja, okej. Ampak še zmeraj kolesariš, ne. In tudi to se kronično izčrpavaš, ne. In takrat je bila ideja taka, da jaz tako treniram, pa pred dirko, pa enkrat na teden, ko imam dan počitka, nafilam glikogen, ne,
in je pol efekt, samo telo, potem glikogen, pa sladkor, ful hitreje sprejme in glikogen na fila. Ne? In jaz sem to kronično delal. Ne? In sicer res sem v Eltu štartal zelo dober. Prav si živel na cukru. Ja, jaz sem zlato majico oblekel. Ne pa na osnovni prehrani. Ne? Tako. Ampak pol, če gledamo, kaj se je zgodilo drugi pa tretji teden dirke po Španiji, ne? Jaz sem štartal dirko po Španiji s 55 kilami, 54 pa pol, na 1,78 m. Ne? In nimaš energije, nimaš rezerv in ne moreš 3 tedna tako dirkati. Ne? In pol vidiš, ko analiziraš vse, kaj si delal, ne moreš verjeti, da si mogoče nezavestno ali pa nezavedno to delaš, ampak kronično se uničuješ, pa si preprečuješ, da bi uspel. Ne? Sam sebe streljaš v koleno in to kronično, skozi. Tako da ja, in pa so bili pa tudi še treningi, ker sem imel take ekstremne treninge, da spet ni imelo smisla. Ne? Jaz sem zelo rad dolge treninge delal, pa nizko intenzivne, ker je bilo tudi tako, da pač jaz sem dolg trening lahko naredil na nizki intenzivnosti, ker sem pa mogel delati visoko intenziven trening, pa nisem mogel, zato ker sem imel mišice skurjene, zato ker sem imel nizek glikogen, zato ker nisem imel motivacije, zato ker sem bil psihično čist dol, ne? In takrat ti ne moreš delati visoko. Ja, ne? In pol pač pričakuješ, da boš neke rezultate dosegel. Ne moreš. Samo vseeno, ti si bil svetovni prvak v 23. Ja, takrat si začel. Ja, takrat sem glih začel, ne? Takrat še ni bilo takih ekstremov. Ker takrat sem tudi zelo malo vedel o prehrani, o treningu in sem pač sledil temu, kar mi je bilo dano, pa rečeno. Ne? In če gledamo, je bilo veliko bolj, tudi če so bili ti nasveti strani ne strokovnjaka, ene osebe, ki je imela dobre ideje sicer, ne, ampak ni bila pač znanstvenik. Ne. Vidiš, da je bilo tisto, ki je bilo na začetku, veliko bolj, kot to, kar sem pol sam delal, ki je bilo pa podprto znanostjo. Jaz sem tisto, ki je bilo podprto znanostjo, pripeljal v tak ekstrem, da ni bilo več podprto znanostjo. Ne. Ja. Jaz imam kar dosti prijateljev v kolesarstvu, tudi taki, ki so bili, ne vem, prvi, ki so hodili v Italijo biti profesionalni kolesari, pa to. Pa recimo mi dva živiva prav na drugem koncu Slovenije, ne? Ampak jaz sem slišal zate že kar zelo zgodaj, ko so te kolesari govorili, da je tam en fant v Novem mestu, ne? Ker je začel šele v srednji šoli, ne? Da ga je navdušil sošolc in da je on prišel s kovbojkami na trening, z kolesom, uro pa pol ali kako od doma do treninga, naredil trening in potem šel še s kolesom domov. Ja, ni bilo glih tako, je bilo pa... Govorite, no, tudi Rogliča so bili, še kasneje pa, kako je zbil pa to. Ja, veš, kako je bilo, jaz, ko sem začel trenirati, moj prvi klub ali pa društvo je bilo v Črnomlju. Ne? In jaz sem pač prišel na trening prvič, itak me je bilo ful sram, strah me je bilo, nisem vedel, kaj pričakovati, itak 1,50 m pa 36 kg, tam so pa fanti 65 kg pa 1,80 m, pa vidiš, koliko so razviti, ne? Itak ne moreš slediti, ampak sem pa ustrajal, ne? In potem naslednje leto sem pa dirkal, začel v Novem mestu, takrat je bila Krka Telekom, ne? In sem bil v internatu, tako da nisem hodil iz Metlike v Novo mesto, sem pa res hodil vsak ponedeljek, zjutraj sem šel s kolesom, z doma v internat. In potem, ker smo imeli popoldan šolo, sem šel pol popoldan šolo, se pravi vsak teden sem šel enkrat. Potem, ker sem pa končal šolo, sem pa res hodil vsak dan najprej v Novo mesto, to je bilo 1:10, ne? Tam v Novem mestu smo naredili trening in sem šel potem s kolesom domov.
To so bili treningi povprečno, če smo mi trenirali 3-4 ure v Novem mestu, je bilo to 5 ur minimalno. Potem sem pa še včasih malo podaljšal, ker sem hotel okroglo številko imeti na števcu. Da ni bilo 4 ure 50, sem naredil 5 ur, pa sem naredil 5,5. Si imel not v sebi, si računal. Kaj jaz se spomnim, ko sem jaz začel trenirati, recimo, takrat tle Most na Soči ni nobeden treniral, ni bilo, ni noben laufal ali pa to, ni bilo rekreacij, pač se je delalo, ni. In tisti več je bil čuden, mislim, je kar bi delal. In se spomnim, in jaz sem pač isto trener, je bil zame Bog, mi je napisal en trening na 4 format, to sem se jaz dal na vrata in pa ga nisem videl po 3 mesece, a veš, ker on je v bistvu bil, tudi zdaj živi v Ameriki, Silvan Pober, res dober vrhunski trener. In to je bilo zame sveto pismo, in jaz sem vse to naredil, kar je pisalo gor, pa še 2-krat pa 3-krat, in se spomnim, je bilo obdobje, če sem koga videl teč, takrat sem rekel, malo že tudi kdo teč, nisem prenesel, da jaz pa nagrem, in sem šel tudi še se bo ta tekel, kaj pa jaz, in se prav spomnim eno obdobje, ko sem pretiraval, mislim, zdaj tudi vem razloge, pa vse, ampak ti lahko hitro, pač se nimaš pod kontrolom, ti vteče in takrat rabiš človeka zraven, doskrat ti družino, kar ti stoji tudi, da ti drži temelje, kar se tiče šolanja, za kasneje, ko si rekel, imaš ženo, imaš družino, ampak to ni samo umevno, dosti športa, zaradi športa tudi teh stvari ne ustvarja, ali pa so mi ene druge stvari dosti bolj pomembne. Bi pole pa še eno temo, kaj tudi se mi zdi mene zelo pomembna. Ti si učitelj dihanja, saj sem tudi jaz, sicer ti si malo naprej, ti si 2. stopnja. Zdaj boš rekel, dihanje pač kaj zdaj? Kdo pa ne zna dihati? Vsak diha, Vsak diha, Jaz sem pri sebi videl, koliko škode sem si delal, namerno, s popačitvijo dihanja, Kdaj si ti to? Pač kot športnik kasneje? Ne, jaz sem že zelo zgodaj kot športnik se zanimal za dihanje. Sicer te metode, ki sem jaz prakticiral, to je bilo vse, mogoče nekaj je bilo dobrega, ampak veliko je bilo pa v napačno smer. Jaz sem Wim Hof metodo, tudi ena zgodba, se pravi, Wim Hof je pač hiperventiliraš, 30 vdihov, potem pa izdihneš, pa držiš izdih. In jaz sem to spet pripeljal v ekstrem. In jaz sem šel to enkrat delati na letu iz Zagreba v Dubaj. In sicer sem sedel ob prehodu in sem videl, da ta dva, ki zraven mene sedita, sta šla na WC. Sem rekel, zdaj pa jaz tole naredil, itak me noben ne sliši. Bom jaz to malo napumpal, pa ko pridete nazaj, bom jaz že konc. In jaz to hiperventiliram, prva runda se mi začne malo megliti. Dober občutek. Druga runda me je pa že odklopilo, in sem v nezavest padel. Pač padeš za nekaj časa, ker sama saturacija, nasičenost kisika v krvi pri tej metodi tukaj pade. Jaz sem testiral pri sebi, sam oksimeter, ki meri saturacijo, gre do 32%. Po 32 ne gre. In jaz sem šel do 32, ali pa še malo manj. In to je itak. Kako? Videl, kje si ga kupil? Jaz sem oksimetrov imel kar nekaj doma, že tudi take profesionalne, tako da je bilo zanesljivo. In je mene odklopilo. In ko sem se jaz začel zavedati, kaj se dogaja, takole pogledam in je bil pilot, pa 4 stevardese okoli mene, pa 3 kozarci vode. In jaz pogledam, kaj pa je? Prav, v nezavest ste padali.
Sem rekel, ne, vse to je v redu, ne. Sem dihal, bom razložil, kaj sem dihal, ne. In tako ni nobenega zanimalo, kaj sem jaz dihal, samo jih je bilo strah, da nam umrl, ne. Ja, ampak potem sem pa jaz začel, tudi butejko me je zanimala tehnika, ne. In sama, ja, jaz sem vse delal, ne. Jaz sem vse probal, pa vse sem opustil posledično, ne? Ker na začetku imaš neke rezultate, pa ne napreduješ ali pa gre napredek v negativno smer in se počutiš slabš. Zdaj vemo, zakaj se pač človek počuti slabš, ne? Namesto, da se bi boljš. In jaz sem se začel kar malo zavedati, koliko je pomembno dihanje, ne? Sam volumen vdiha, izdiha, a je dihanje počasno, a je plitko, a je globoko, kakšna je toleranca na CO2, ne? Ker moramo vedeti, da CO2 je izjemno pomemben plin, ne? Človek bi rekel, CO2 je pač odpadni plin in ga moramo dati ven iz telesa. Ne, CO2 določa, če imamo višjo toleranco CO2-ja, bomo lahko kisik iz krvi lažje dobili, prenesli ali pa, ja, v mišice, kot če nimamo CO2-ja, ne. In ko človek začne hiperventilirati, spravi ves CO2, ogromno CO2-ja ven iz krvi in pol tudi mišice ne dobijo kisika in tudi možgani ne dobijo kisika. Zato se ti začne vrteti, ne. In to je mene zelo zanimalo in sem tudi prakticiral ene metode, ampak je bilo vse bolj ali manj neuspešno. Kar je pa bilo uspešno, je bilo pa, da sem bil sposoben na treningih 95% dihati skozi nos. In jaz sem tudi na intenzivnosti, ki je skoraj na pragu, se pravi anaeroben prag, jaz sem lahko dihal na nos, ne. In to pač ljudem ni jasno. Ampak na koliko pulza si lahko ti dihal na nos? Na 160? Prav, jaz imam 2 leti nazaj sem jaz naredil test. Doma imam pač naprave in vse in sem naredil test. In takrat sem imel prag anaeroben na, mislim, da 162. Ne? In na 162 pulza sem jaz na nos dihal. Sicer rabaš dialator za nosence, ne? Ampak gre. Ne? Ja, jaz čez 130 ne moram na nos. Ja, mislim, treba praksa, ne? Pa pogoji morajo biti izpolnjeni, da ti to dovoljujejo, ne? Zdaj, toleranca na CO2, koliko lahko sprostiš mišice v trupu, ne? Če ne moreš sprostiti mišic v trupu, ne moreš razširiti prsnega koša, ne moreš stisniti prsnega koša, se pravi hrbet, pa sprednji del, ne? In ko to začneš, ja, in ko to začneš sproščati, imaš večji vdih, večji izdih, imaš počasnejše dihanje, se pravi spravljaš, imaš sposobnost imeti višji CO2 v krvi, ne, višji CO2 v krvi avtomatsko pomeni več kisika v tkivih, ker pri športu ni problem tukaj kisik v krvi, problem je CO2, ker ko mi začnemo skozi hitreje dihati, skozi več CO2-ja spravimo ven. In če imaš malo CO2-ja, kisik iz krvi ne more v mišice, oziroma sama vez med hemoglobinom in kisikom, se pravi, kisik je vezan na hemoglobin. In ko gre iz krvi v mišico, se ta odcep od hemoglobina in gre v mišico. Zdaj, če imamo mi malo CO2-ja, je ta vez zelo močna in gre pač malo kisika, ne? Če imamo pa več CO2-ja, je ta vez zelo bolj šibka in lahko več kisika spravimo v mišice, ne? In jaz, ko sem ta test delal, ne, to je meni fascinantno, sicer je samo en test in samo namen narejen, ampak bi bilo zanimivo, če bi naredili pravo študijo, ne? Ker jaz sem, mogoče poznaš vate na kilo, ne? Se pravi, meni je bilo, jaz sem imel prag malo pod 6 vatov na kilo, ali pa rečemo 6 vatov na kilo, ker je tudi test potekal zadnjih 8 minut na tej intenzivnosti, ne? In jaz sem meril pred AEQ in pa pred spremembo dihanja, jaz sem meril
koliko imam frekvenco dihanja, koliko imam volumen vdiha, koliko kisika jaz pri enem vdihu spravim sploh v kri. Se pravi, jaz vdihnem 21%, koliko izdihnem. Ker mi vdihnemo 21%, mi samo en del kisika spravimo v kri. Ne? Se pravi, jaz sem to meril, koliko minutni volumen, koliko sem predihal na minuto zraka. Ne? In ful zanimivo je, se pravi, pred spremembo dihanja, jaz sem na 360 vatih imel frekvenco dihanja 56 vdihov na minuto. To je pač maksimum. To greš, kukar je. Ne? 56. Volumen minutni sem imel, mislim, da okoli 160 litrov. Prav 160 litrov na minuto sem jaz predihal. Ne? Spravil sem z vsakim vdihom sem spravil 4% kisika v kri. Se pravi, 17% kisika je šlo nazaj ven skozi usta. Ja. Pol, ko sem 2 meseca delal AIQ dihanje, pa sproščal, pa se bolj posvetil, kaj delam, kako delam in se dihanje začelo spreminjati, kaj se je zgodilo? Volumen vdiha, se pravi, pri 360 vatih, to, kad pač dihaš do daske, kukar je pač na smrt. Ne? Volumen vdiha je šel iz 2,3 litra na 3,2 litra. Se pravi, to je skoraj 40% večji volumen pri taki intenzivnosti. Ne? Iz 4% kisika, ki sem ga spravil v kri, sem šel na 5%, koliko je bilo? 5,4%. To je 30% več. Ja, 30% več kisika sem bil jaz sposoben iz vdiha spraviti v kri. Se pravi, to je 1/3 skoraj. Ne? Frekvenca dihanja je šla iz 56 na 32. 32 vdihov na minuto, to ne moreš verjeti. Ne? Povrh vsega, minutni volumen je šel iz 150 ali 160 na 115 litrov. Ne? Pa še na nos sem dihal pri tej intenzivnosti. Ne? In tle vidimo pol... Koliko času, odkar si se začel s tem ukvarjati, si to dosegel? Ta test sem sicer jaz videl, a ne? Prvi test je bil narejen. Tle je tudi pomembno ena stvar. V kakšni formi sem bil jaz pri prvem testu, v kakšni sem bil pri drugem. In jaz se upam trditi, da ko sem jaz delal drugi test, je bila moja forma slabša, ker sem nehal dirkati, nisem tukaj treniral, sem pa drugače dihal. In to je bilo 3 mesece razlike. Se pravi, jaz sem 2 meseca dihal, dihal sem skozi. Sem delal AIQ vaje pa protokole, potem sem pa 2-3 tedna zatem šel delati test. Ne. To je zelo hitra sprememba. Je pa res, da sem delal vaje, pa poslušal razlago, pa se posvečal temu 60 dni. To je bilo 60 dni, 6-krat na teden, po 1 uro. Ne. Se pravi, je to 60 ur dela. S tem, da sem potem še sam delal stvari. Ne. Ker to sem bil na programu pri Alešu, avtorju AIQ metode. Pa sem pa še sam delal doma, kakšen dan. Tako da se ogromno spremeniti. Kako si pa, kar se mišic tiče, se pravi, pri dihanju, si verjetno zelo hitro začutil, da ti gre prepona lažje dol v trup, pa to me pa zanima, recimo, se res volumen pljuč povečal tok, oziroma kapaciteto pljuč. Izkoristek, lahko rečemo. Kapaciteta pljuč
Jaz mislim, da ne moreš v 2 mesecih toliko spremeniti. Kar lahko spremeniš, je, če sprostiš trup, ne, sprednji del, zadnji del, ti lažje razširiš prsni koš in vdihneš, izkoristiš potencial. No, zanima me, kako hitro si recimo začutil medrebrne mišice. A si jih prej čutil pred tem, pa da jih si čutil, da ti prsni koš recimo se boljše razširi ali... Vem, da sem jaz imel s tem največ težava, ne? Začutiš medrebrne mišice, a ne? To je pa trajalo kar nekaj časa, ne? Jaz, ko smo začeli ta program, sem čutil, kje mene omejuje, kje sem omejen, da ne morem več vdihati ali pa izdihniti, ne? In pol sicer se je začelo vse sproščati počasi, ampak rečemo na desni strani, se pravi desna bočna stran, sem jaz začutil, ko mi mišice dobro leto nazaj. Ker poznaš vajo stranski dvig, ne? Jaz desno bočno stranjo nisem znal stranskega dviga narediti. Ne? Zdaj ne pravim, da vsak v 2 mesecih lahko naredi spremembo. V 2 mesecih se sigurno vidi napredek, ne? Ker moramo tudi vedeti, da recimo enaka intenzivnost z boljšim dihanjem, bolj učinkovitim dihanjem, pomeni manjši stres za telo, ne? In če to pretvorimo v recimo 2 uri na dan, 5-krat na teden trening, to je veliko manj stresa, ali pa lahko povečamo trening, ali pa povečamo intenzivnost in je pol napredek boljši. Povrh vsega je pa še regeneracija hitrejša pa boljša, ker smo bolj učinkoviti v dihanju, bolj učinkoviti smo pa v proizvajanju življenjske energije, ne? Bolj se znamo sprostiti, boljša je regeneracija, boljše je spanje. In to se vse delamo, ne? Ja, in to se pol vse poveže in vidimo, da smo lahko boljši, ne? Ker pač človek bi rekel, ok, prehrano imam urejeno, super, spanje, ok, je dobro, ne? Treninge, imam dobrega trenerja, dobro treniram, to je to, ne? Mi pa pozabljamo osnovno stvar, ki pa dihanje, pa telo, pa gibanje, ne? In zdaj, če sem jaz kronično zategnjen po celem telesu praktično, ali pa rečemo v trupu, sprednji del, zadnji del, ne? Če sem jaz kronično zategnjen, pa tega sploh ne čutim pa, da nisem, ne vem, okreten, ne? Da nimam tukaj tega spiralnega zasuka, ali pa, če se hočem zasukati, se moram pomatrati, ne? In pol vidimo, da ta kronična zategnjenost nam zmanjšuje učinkovitost gibanja. Se pravi, da jaz naredim en gib, porabim več energije. In zakaj ne to učinkovitost gibanja mi izboljšali, da porabljam manj energije, ker ko porabljam manj energije, grem lahko v višjo intenzivnost. In sem pol sposoben višje intenzivnosti in posledično tudi boljšega rezultata, ne? Ker mi lahko silimo telo, da naredi več, da treniramo nad sposobnostmi našimi. In včasih je tudi treba tam iti, ne? Da gremo malo prek meje, ne? Več, ko gremo prek tega limita, veliko večji stres delamo za telo in tudi regeneracija potem veliko daljša. Tega se pa hkrati ne zavedamo, da če naredimo en zelo težek trening, da regeneracija ni 2 dni, je mogoče 4 dni, ne? In pač mi nalagamo trening na trening, sicer vse naredimo tako, kot bi mogli, ampak ko pa pridemo na tekmo, zdaj pa zjutraj zbudimo, pa čutimo nenormalno utrujenost, a pa zbolimo, ne? Ja. Mislim, da je tudi pomembno, ne, tudi kadar greš čez, ko greš čez, ne? Se pravi, se membrana zakrči, ali je še sproščena, ali je še gibanje usklajeno, ne? Se pravi, zdaj vemo v kolesarstvu, ne, vi imate amplitudo giba določeno, ne? Tako. Ok, imate brzine, ne, s katero
učinkovitost v bistvu lahko premikaš, a ne. Več ali manj imate pa določeno, mi imamo pa v bistvu amplitude gibe nimamo določena, ne, in je tle nam še toliko bolj pomembno v bistvu, da ti dosti bolj čutiš telo, ki imaš roko, ki si v prostoru, a ne, da to dosti bolj čutiš. In se mi zdi, da so to počasneni gibi zelo, zelo, zelo pomembni, da ti veš, kaj delaš, a ne. Sploh kajak, ker v bistvu probamo čim več delati iz strupa, pa delati z nogami, pa biti bolj učinkoviti. Mislim, se še zanima tvoje mnenje glede tega, no, delovanja mišica, ne, se pravi medmišičnega koordinacije, se pravi delovanje agonistov, antagonistov. Ne vem, se lahko tudi poveš, kako v kolesarstvu, no, gledate na to, ne, se pravi, da antagoniste, se pravi mišice na nasprotni strani, učinkovito podaljšuješ. Ja, pač ljudje bolj poznajo krčenje pa krajšanje mišic, ne, ker to tudi bolj občutiš. Pa dostikrat rečejo napačno raztezanje, kar ni. Ne? Ja, ne, ti skrajšaš mišico, jo napneš, ne, in če gremo recimo na nogo, kvadriceps skrčeš, od zadaj, zadnja stegenska mišica se mora podaljšati, ne, in pol lahko tudi opazujemo pri večini ljudeh, ki skrajšajo mišico od spredaj, oni začnejo raztegovati mišico od zadaj, ne, in to je agonist, antagonist, ne, in če mi pol raztegujemo mišico, to pomeni avtomatsko, da imamo mi manjšo učinkovitost. Več energije porabiš. Tako, več energije porabiš, kompenzacija drugimi mišicami, ki ti pridejo pomagati, ne? Ja, tako, ne. In to je to, kar sem razlagal, kronični mišični zakrčenosti oziroma podzavestna mišična zakrčenost. Ne. In če smo mi sposobni delati na tem, da mišice znamo sprostiti, ker sprostimo pa lahko mišico samo zavestno, ne. In če hočemo sprostiti mišico, jo najprej moramo začutiti, kar je pa za šport izjemno pomembno, pa osnova, ne, da mi začutimo mišice, ne. In ko začutimo mišico, jo lahko mi sprostimo in s tem povečujemo učinkovitost. In pri kajaku, pri vašem športu je to neprimerno bolj pomembno kot pri kolesarstvu, ker pri kolesarstvu, če gledamo, sicer je še zmeraj zelo pomembno in jaz se ne strinjam s tem, da je nepomembno, a imaš ti mišice zakrčene ali kronično zakrčene ali ne. Samo pri kajaku je tako, da dela celo telo. In če imaš ti določene mišice zakrčeno, podzavestno zakrčene, pa jih sploh ne začutiš, ne, si delaš škodo. Imaš manjšo učinkovitost, več energije porabiš, pa manjšo imaš maksimalno moč. Ne? In pol, tako kot sem prej razlagal, stres na telo je večji in ta stres se nalaga in pol ali zmanjšaš trening ali povečaš počitek. Če povečaš počitek, imaš sam volumen treninga manjši in ti spet to ni všeč, ne? Povečaš trening ali pa, ja, če pa povečaš trening, pa nimaš dosti počitka, bo pa slej ko prej pretreniranost prišla pogledati. Ne? Kako je pa z zakrčenimi mišicami, ne, se pravi, in z porabo energije, življenjske energije, se pravi, aerobni proces, anaerobni proces, tle mislim, da je tudi veliko rezerve, ne, če si ti znaš biti sproščen. Ja, mislim, če gledamo, zakrčena mišica porablja energijo, ne, in če sem jaz napet, porabljam energijo. Ne. Druga stvar je, če sem jaz napet, če imam zakrčene mišice, je kot prvo imam popačeno dihanje. Ne. In popačeno dihanje je neučinkovito dihanje. In pol kaj se zgodi, da je proces proizvodnje življenjske energije gre iz aerobnega v bolj anaerobno.
nikoli ni ali eno ali drugo, pač skala je, ne, koliko je aerobno, koliko je anaerobno, ne. In pol, ker tako popačeno dihanje je bolj plitko, hitrejše, odstranjujemo CO2, ki ga pa rabimo, da proizvajamo življenjsko energijo aerobno, ne. In pol smo bolj anaerobni in imamo manjšo učinkovitost proizvodnje življenjske energije in imamo praktično manj energije. Mislim, da ena molekula Ja, ena molekula glukoze proizvede anaerobno 2 ATP oziroma proizvede 4 ATP pa 2 porab za anaerobno. Tako. Aerobno pa proizvede tam od 36 do 38 ATP-jev, ne, in zdaj nam je jasno, koliko je to bolj učinkovit proces. Je pa treba povedati, da aeroben proces je bolj počasen, se pravi, ko imamo mi višjo intenzivnost, ni druge, kakor da gremo bolj v anaerobno. Lahko pa z večjo učinkovitostjo, z boljšim dihanjem, pa lahko prestavimo moment, kdaj bomo šli mi v bolj anaerobno. Oziroma lahko to skalo premaknemo bolj v smer proti aerobnem procesu. Če prav razumem, zdaj, če si ti ves zakrčena, ne, tam ves tako, ne, zelo neučinkovit zaradi tega, ker v bistvu namesto, da bi proizvajali 6 molekul ATP-ja iz ene molekule cukra, ne, jih samo 2 do 4. Ja. Da imaš še stranski produkt mlečna kislina. Tako. In zaradi tega moraš tudi dihati hitreje, zato da razkisluješ kri. Ja, tako. Ne, da ti razkisliš kri, rabiš odstraniti, CO2 je kisel in pol odstranuješ CO2, ne. In več CO2 je odstraniš, ne, in sam sebe, ne vem, če se lahko izrazim na podcastu tako, sam sebe zafrkavaš. Jebeš v glavo, se lahko rečemo. Vse smo vseeno še malo mladi, tako da. Ja, mislim, to je zelo zanimivo, te teme, ker jaz mislim, da bi mogle biti osnova za vsakega športnika, pa ni važno, kakšen šport je, ne, ker se tudi, ker športnik je športnik, recimo kolesar je športnik cel dan, živi kot kolesar, ne, ampak trenira mogoče 5 ur na dan. 19 ur na dan ne trenira. Se pravi, jaz mislim, da je zelo pomembno, kaj on dela v teh 19 urah. Recimo 8 ur spi, okay? Kakšen je spanc, kakšna je kvaliteta spanca, zakaj diha. S tem se ti tudi zelo ukvarjaš, a ne? Ja. Nosiš ta prstan tudi, a ne? Ja, imam prstan, merim, ampak zadnjič mi je žena rekla, ne, zdaj nisem več obseden s temi številkami, ne, ampak zadnjič mi je žena rekla, ker sem rekel, bom pogledal, kako sem spal na aplikacijo, ne, in žena rekla, jaz se samo zjutraj zbudim, pa vem, kako sem spala, ne, in točno to je, ne. Sicer nam ta tehnologija lahko nekatere stvari pove, recimo, koliko hitro dihamo, ne, kakšno imamo nasičenost krvi s kisikom, kakšna je temperatura med spanjem telesa, ne. Stvari, ki so lahko zelo pomembne, ne, ker samo spanje mi bi mogli imeti, rečemo, maksimalno 12 vdihov na minuto, ali pa še manj, ne. In jaz, ko pogledam svoje spanje, je 12 zelo malokrat, ne, je 13, 14, bilo je tudi 15, ne, in pol vidiš, v kakšnem stanju si, da moraš tako hitro dihati. Pa to je še zmeraj dobro za ljudi v zdajšnjem času. Ja, to je normalno za ljudi, ne, samo ni pa normalno, je pa običajno. Ker tak stres, ki ga imamo mi zdaj v tem času, ko živimo, ima pač svoje posledice, ne. In to se pozna tudi na dihanju, tudi na spanju, tudi na počutju tekom dneva, ker je tudi tako, ne. Če jaz slabo spim,
sem čez dan boljši ali slabši, sem produktiven ali nisem produktiven. Ne? Če slabo spim, sem slabo skozi dan. Ker sem slabo skozi dan, ko grem spat, se sekiram, sem slabo, sem živčen, ker nisem tega naredil, kar bi mogel narediti. In zaradi tega potem slabo spim spet. Ne? In to je pol začaran krog, ki ga je pa treba prekiniti. Ne? In pol kaj naredimo, slabo spimo, ok, čas je za počitek danes, ne? In si vzameš čas zase, se regeneriraš, narediš to, kar absolutno pač moreš, kar ne moreš odložiti, spočiješ in potem naslednjo noč bolj spiš in se zjutraj bolj počutiš, si bolj produktiven, si bolj učinkovit v tem, kar delaš in greš pol lahko zadovoljen spat zvečer. Ne? Mi pa ta počitek spustimo in sem rinemo z glavo skozi zid, da moramo delati, še delati. In jaz imam enega kolega, ki spi 4 ure na noč. Ne. Pa ve, da je to narobe, pa ve, da to zelo vpliva na njegovo produktivnost. Pa pol gledaš, kaj on naredi skozi dan, koliko je učinkovit. Pa vidiš, da je zelo neučinkovit. Ja, in pol on more do 2 zjutraj delati, da vse naredi. Namesto, da bi, ne vem, 2 dni, on ima, pri tem specifičnem primeru, bi verjetno mogel 1 teden počivati najprej, ne? Potem pa počasi začeti. In si pol zelo, si bolj učinkovit, si bolj produktiven in sama učinkovitost pa povzroči ugodje. Dobro se počutiš, dobre občutke ti da. Ne? In če imaš ti dobre, ja, prijetne občutke, in če se tako počutiš, boš tudi bolj spal. Ne? Ker recimo pri meni se ful pozna, če je nekaj narobe, ali pa če me skrbi nekaj, ali pa če me je, strah me ni več, ampak če me skrbi. Ne? In to vpliva pol na spanc, zelo, ne? Sam puls se dvigne, sam HRV, variabilnost srčnega utripa pade, dihanje se pospeši, vse to, ne? In pač, ja, tehnologija nam lahko pomaga pri tem, ne more nam pa pomagati, da mi naredimo osnovo, kar je pogoj za dober spanc, pa dober dan. Na koncu zmeraj ostaneš samo ti, pa tvoje telo, kar pa si ti. Ja, tako. Sem še malo pri spanju ostanel, ker vidim, mislim, ti si res zelo analitičen, vse stvari si, mislim, tudi verjetno to bo karkoli že tudi naše tekmovalce mogoče kar zelo motiviralo, da se mogoče pa vseeno, da to ni narobe, da se to kanaliziraš, da razmišljaš pa v to smer, pa to, pa kaj mi manjka tam, si zelo popredalčkov stvari in je tudi, mislim, da bo se lahko kdo si kaj naučil z tega, čeprav ti zdaj pravi, ne vem, da bi malo drugače zapeljal, če bi, ampak mene se zdi pa to kar zelo. Ja, veš, kaj je bila napaka oziroma kaj je narobe bilo pri meni. Tako, kot si rekel, zelo analitičen. Preveč. Ja, zelo analitičen, sam da dobiš celoto, moraš vzeti analitičen del možganov, pa del možganov, ki je povezan s telesom bolj, se pravi desna možganska polovica, ki ti da pa občutke, kako se ti počutiš, ti da intuicijo. Prav, ti si gledal drevo po drevo, nisi pa videl gozda. Tako. Ja. In ko to potem daš v eno celoto, imaš big picture. Jaz nikoli nisem imel big picture, velike slike, celotne slike. Jaz sem videl, ok, moja variabilnost je 150, to je dobro, danes lahko treniram, kakor je. Nisem pa upošteval, da imam aritmije, recimo, ker jaz sem imel tekom kariere aritmije. In aritmija, ki imaš ti prstan ali pa uro, ki ti meri HRV, variabilnost srca, to uro zmede pa prstan, in pol ti umetno dvigne HRV. In pol pač narediš slabe odločitve. Enkrat sem te vprašal, vseeno se ti v klancu srečaš sam s sabo gora, ampak si rekel, da si toliko motiviran bil, da nisi
čutil, ne vem, telesa, da kad rečeš, da ne moram več. Ja, jaz sem bil takrat, spet zgodba za drug podcast, ne, ampak jaz sem užival v trpljenju. Mogoče se sliši čudno, ampak ja, jaz sem užival, ker sem zlorabljal telo. To je bil užitek, ne. Bolj sem trpel, bolj je bilo, ne. S tem pa tudi, ko tako trpiš, tudi ne čutiš telesa več, ne. Tudi to povzroči, da ti toliko življenjske energije pade, da ko prideš domov, si utopel in ne čutiš sploh, kaj se dogaja. Ti je vseeno, kaj se dogaja okoli tebe, ne. In to pol enačiš z občutkom, da ti je dobro, da je vse v redu, ne. V resnici ti je pa vse nepomembno, ker si toliko nizko z energijo, da te sploh ne zanima, kaj se dogaja doma, kaj se dogaja v okolici, in si tak, kot si, ne, otopel. Zdaj ti si trener, ne? Zdaj nisi tako trener, ki bi rekel, ne vem, da se z avtom voziš od zadaj ali pa tako, ne? Ampak pomagaš v bistvu športnikom, tudi najbolj vrhunskima, ne? Kako so zdaj recimo urejene te top ekipe, ne vem. Se pravi, ti si bil v bistvu najboljši kolesar Slovenije, zelo leta, ne? Pred Erijo Rogliča pa Pogačarja si bil ti edini, ker si res dostavljal. Si bil v velikih ekipah, pa da si sploh vedel, kako izgleda ta svet, ne? Ja, jaz mislim, da je zdaj svet vrhunskega kolesarstva, se pravi, v kolesarstvu se reče World Tour ekipa, ne? To je najvišji rang, to je pač NBA, ne? Je zdaj tako urejeno, tako kot si prej rekel zame, zelo analitično je vse. Za moje pojme preveč, ne? Vse je številke, analize, kako se trenira, kako se spi, kaj športnik dela sploh skozi dan. To se vse analizira, ne? Nekatere stvari so zelo dobro urejene, da ima športnik to, kar rabi, nekatere stvari pa jaz mislim, da so zavile v napačno smer, ne? Ker, tako kot sem prej rekel, ja, analitično, številke, absolutno. Kaj pa če vprašaš športnika, kako se ti počutiš, kaj ti misliš, kaj bi ti rad, kaj ti predlagaš, ne? Tega je pa zelo malo, ne? Ker če športnik reče, jaz se zelo slabo počutim, en dan prej je pa naredil interval, ne vem, 20 minut na 6,2 vata na kilo, in reče, jaz bi danes imel počitek, bo rekel trener, včeraj si naredil super trening, danes imamo še en težek trening, pa boš pa počival, ne? Ker je včeraj lahko naredil trening, bo danes tudi treniral, ne? Zdaj pa treba tudi najti tle ravnotežje med tem, da a je športnik res utrujen, a se ga nekaj loteva, ali pa spet, ne vem, mogoče glumi, ne? Ker to je tudi ena od stvari, ne? V nekaterih ekipah je šlo zdaj v to smer, da je vse preveč analitično, znanstveno, merljivo. Problem je pa v tem, da samih čustev ne morejo še meriti. Kako se počuti, kaj ima športnik v glavi, kaj ima športnik doma, kakšno ima stanje doma. Zdaj, če se ločuje z ženo, misliš, da mu bo pomembno, če bo on danes naredil trening 6 vatov na kilo, ne? Če ima smrt v družini, ne? Okej, če je smrt v družini, so itak razumljivi, pa se da vse zmeniti, ne? So tudi situacije, kjer bi mogli upoštevati športnika, pa ga ne. Hkrati pa kaj se dogaja, je, da ko športnika tako vodijo,
ti boš to jedel, ti boš tako treniral, ti boš tako spal, športnik zgubi občutek in za trening, in za hrano, in za spanje. Ne? Ker če jaz njemu govorim, ti moraš tako spati, takrat moraš iti spat, do takrat moraš spati, ne? Se pol športnik sprašuje, a tisti občutki, ki jih jaz dobivam iz telesa, tisti ni prav. Ne? Tisti ni prav. Isto je bilo recimo pri meni s prehrano, motnjo hranjenja. Ne? Ti z motnjo hranjenja izgubiš občutek za sitost in ne veš, kdaj je dost, kdaj si lačen, kdaj je preveč. Ne? In pol pa pride do tega, da moraš biti še bolj analitičen, da moraš šteti kalorije, da moraš šteti hidrate. Ne? In pol si obseden s tem. Ja, in si obseden s tem, ker moraš biti, ker nimaš drugih informacij iz telesa. Ne? In potem v center življenja postaviš hrano, ne? Pa pol kolo. In vse ostalo pa pol trpi. Ne? In je to lahko velik problem. Ja. No, sej smo kar zelo stvari obdelala, ne, mislim, tako, no, niso šla prav v globine, ne, ker vemo, da lahko bi šla, mislim, oba so šla skozi izkušnje, tudi sva bila sošolca, ti si šel kasneje, hitreje napreduješ, kot jaz v tem šolanju IQ, ne. Ampak veva, imela smo dosti izkušenj s športniki, imela smo dosti izkušenj z ljudmi. Tako da so tudi druge plati še vsega, se pravi, nam je nekje treba iskati neko ravnovesje med vsem, ne, se pravi, tudi v športu je tako, ne, in v športu znotraj športa in potem športu, življenju, šola, vse to, ne, tako da bi spodbujala mogoče mlade zdaj, da probajo res videti celo sliko, ne, se pravi, cel gost, sicer pa ja, po delčkih, ja, se tudi pri nam recimo na treningih je tako, ne, ko mu rečeš pazi zgornjo roko, ne, pa gre fokus na eno roko, ne, pa vse drugo ni, ne, ampak na koncu so to samo šifre, s katerimi poveš recimo, kaj pomeni zgornja roka, da je potem veslo bolj pozno v vodo, da je bolj prcno narobe, da je ta kompleksen gib, v bistvu ta roka je v bistvu samo pokazatelj napake, katere se dogaja znotraj v jedru telesa. Na ta način, no. Tako da mi je bilo zelo zanimivo, no, ko si šel tako analitično, ne, tudi smo šla skozi, jaz bi se lahko stavo pogovarjal še 5 ur, no, ampak pač je tudi tako, da si ne vzamemo časa niti za take stvari, ne, tudi zato, ker so te podcasti malo krajši. Čeprav mislim, da gre zdaj smer spet v to, da se daljše stvari gledajo počasa, vsaj pri ljudeh, ki si vzamejo stvar za tisto, ki jih zanima. Mogoče zdaj za konec, no, kaj bi pa recimo ti svetoval našim mladim kajakašem? Se pravi, ti, ki si bil vrhunski športnik, si bil v največjih ekipah, ne, bil si tudi v reprezentanci, olimpijski reprezentanci, vse to, ne. Ali pa zdaj kot trener, no, ali pa kot človek, kot oče, kot mož. Ne vem. Enim mladim, ki recimo rabijo, ki so zgubljeni, recimo tako, ko si bil ti, ne, ker si točno vedel, ko si imel takrat 17 let, 16 let, ne. Pa zdaj gledaš nazaj, pa če bi imel takrat enega, ki bi ti nekaj rekel. Ja. Jaz bi svetoval predvsem to, da naj poskušajo poslušati telo, občutke. Naj se vprašajo, kaj bi oni radi, kaj si oni želijo, ne, kaj bi drugi radi, da oni delajo. Ne. In če je to, da ni športnik, da ne bo športnik, je tudi v redu. Če pa to, da bo on športnik, pa naj se posveti temu, ampak hkrati naj pa ne
odstavi ali pa zanemari drugih področji življenja, ker ni vse samo šport. Je pomemben, če se odloči fant ali pa punca, da bo poklicni športnik, je seveda šport eden najpomembnejših delov življenja, ampak je pa tudi druga plat, ki jo moramo vzdrževati, pa imeti odnose do njih. To pomeni še posebej družina, prijatelji, šola, tako, spanje, počitek. Brez počitka ne bo rezultata. Zabavati se tudi morajo, ne? Se potem vse to pa usklajevati, je pa že cela znanost, ne? Sej to pride do ravnovesja, ne? In potem se vprašamo, kakšno imamo mi ravnovesje v življenju, ne? In če ugotovimo, da ni dobro, probamo to popraviti, ne? Ker zmeraj je tako, da v stvarih, ki smo dobri, ki smo zelo dobri, jih zelo radi delamo, ne? Stvarih, ki pa nismo dobri, ki smo neučinkoviti, jih pa sploh nočemo videti, ne? In jih pol damo na stranski tir. Sam, ko jih damo na stranski tir skozi čas, bomo skozi slabši v teh stvarih in bomo imeli skozi večji problem potem, ko se bomo enkrat mogli soočati, ko se bomo pa mogli soočati enkrat s tem, ne? In ne zanemarjati te dele življenja, ne? Ker vse pride enkrat nazaj in se moramo zmeraj soočati s temi deli pa s temi aspekti življenja. To je podobno kot pri naših haiku vajah, ne, somatskih, ki v nevaje, ki so najtežje, ne, ki jih nočeš delati, ne. Točno tako. Tam teči problem, ne. Tam imaš problem, ja, točno tako. Cool. Jani, najlepša hvala, ker si se odzval na moje povabilo. Z veseljem. Vem, da je dragocen, da imaš ogromno dela. Jaz upam, da bo kakšen od naših fantov tudi vzel en delček od tega pogovora najinega, pa ga dal v svoj mozaik, ki ga gradi življenja. Tako da hvala, pa midva se bo itak še videvala, ampak hvala pa tudi za ta podcast in za vse, kar si povedal v njemu in da si delil svoje bogate izkušnje. Hvala za povabilo, bilo mi je veselje, res lep pogovor sva imela, pa mogoče še kdaj. Z veseljem. Hvala. Adijo. Čau.